Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je drugi polčas med Šmarjami in gostujočo zasedbo iz Dobrave pri Slovenskih Konjicah Dravinje. Po prvem delu gostje vodijo z 0:2, lahko rečemo povsem zasluženo vodstvo. V bistvu so imeli več zrelejših priložnosti v prvem delu, a tudi domači niso bili tako nedolžni, če se lahko tako izrazim. Predvsem Fišer je imel nekaj situacij, s katerih bi lahko vsaj nogometaši v modrem, seveda govorimo o zasedbi Šmarja, prišli do znižanja rezultata. Kot že rečeno, domači ta obračun igrajo v modrih športnih dresih, medtem ko gostje v pretežno beli športni opremi. Gostje so tudi pričeli z igro v tem drugem delu. Med strelce sta se vpisala v 13. minuti za vodstvo Poljanec, nato pa končnih 0:2, če seveda, ko govorimo o končanem prvem delu, Ramšak. Bomo videli, kaj nam lahko Šmarje pripravijo v tem drugem polčasu, ali lahko morda pridejo celo do kakšne točke na tem obračunu, morda celo do vseh treh. Travnikar med tem z dobro obrambno reakcijo. Gaberšek proti Firštu, v napad se je vključil Čonč. No, Čonč prenosi igre na desno stran proti Fišerju. Še enkrat Fišer, visoko čez vrata je sprožil Fišer. To je obetavno za ta drugi polčas, seveda strani domačih nogometašev. Dravinjčani pa mislim, da se bodo predvsem osredotočili na branjenje te prednosti. Iskali svoje priložnosti preko hitrih protinapadov, kar nekaj so jih imeli že v prvem polčasu. Fišer proti Jančiču, Jančič je iskal Čonča. Preletimo še obe enajsterici pri gostih, oziroma prvo se lotimo seveda domače. Pri Šmarju je prišlo do ene zamenjave že v sredini prvega polčasa, ko je v igro namesto Maucherja vstopil Rep. Preletimo še preostalih 10 nogometašev na igrišču pri Šmarju. Travnikar Tim, Nejc Travnikar, Devčman Kresnik, Gaberšek, Jančič, Fišer, Korošec, Čonč in pa Firšt. Strateg domače zasedbe je Milan Rkman, pri gostih pa v vratih Fink, v obrambi so Rožmarič, Čerenak, Napotnik in Jevšenak. Zadnja vezista sta Čakšin, Vidmar, pred njima Poljanec, Kotnik in pa Ramšak, v napadu pa Žurej. Poljanec. Vmešal se je kapetan Devčman in to bo prvi udarec iz kota za Dravinjo v drugem polčasu, skupno 6. Na kratko Žurej na drugo vratnico, še enkrat več se je z izjemno obrambo izkazal vratar Nejc Travnikar. Kotnik, kompliciral je Kotnik. Fišer proti Korošcu, mirno Jevšenak vrača Finku. Pravočasno v obrambi kapetan domačih Devčman. Napotnik. Veliko prostora ima Firšt. Firšt v priložnosti, izkazal se je Fink. Korošec, še enkrat več Fink, izid ostaja 0:2.
Domači so imeli v 50 minuti zares izjemno priložnost za znižanje rezultata in s tem bi se nekako povsem vrnili v ta obračun, a še enkrat več je priložnost ostala neizkoriščena oziroma vratar Fink se je izkazal z obrambo. Kresnik, nesporazum Kresnika in Fišerja. Žurej vrača Rožmariču. Hitrejši rep. Jančič nespametno. Domači so na nek način uspeli rešiti, da je žoga ostala v njihovi posesti, na koncu pa v preveliki želji nespameten prekršek Korošca, pametno se je postavil izkušeni Čerenak. Vidmar na levo stran proti Ramšaku. Če se na kratko dotaknemo začetkov nogometa v Šmarju, v bistvu začetki amaterskega nogometa tukaj v tem kraju segajo izjemno daleč, sodobno zgodovino pa piše od leta 1991, poudarek dajajo mladinskemu pogonu, kar pomeni strokovno podkovan kader za delo z otroki in seveda redno izobraževanje trenerjev na področju dela z mladimi. Večkrat se je to dobro delo tudi že obrestovalo, saj nogometaši iz vrst Šmarja igrajo na prvoligaški sceni, kar je klubu jasno velik ponos. Rok Kidrič se je po prestopu iz ljubljanske Olimpije v turški Buluspor pravkar seveda pred to sezono vrnil v Slovenijo, kjer nosi dres Brava. Korošec, razigral se je tudi Korošec v drugi polovici prvega dela in s to dobro predstavo nadaljuje tudi v drugem polčasu. Še en nekdanji član Šmarja, vratar Filip Lojen, kariero nadaljuje pri drugoligašu iz Šmartnega. Robi Čakš, ki pa je kot mladinec že od leta 2018 se kali v španskem Deportivu Alavesu. Drugi udarec iz kota za goste bo v drugem polčasu skupno 7. Tokrat proti bližnji vratnici. Najvišji skok je bil Fišer, Ramšak z velike razdalje, neuspešen nogometaš gostov. Najbolj vroč nogometaš iz vrst Šmarja pa je trenutno seveda Lan Štravs, ki igra za Celje. Seveda Celjani so trenutni aktualni državni prvaki prve slovenske nogometne lige. V Šmarju so zelo ponosni na tega nogometaša in imajo veliko čast, da je v mladinskih selekcijah nosil dres tega kluba. Kresnik, je iskal Firšta, Čakš.
Kresnik, veliko prostora je osvojil Kresnik. Korošec, dober poskus je bil to Korošca s Pavlejem. Je želel ogroziti vrata vratarja Finka. Zamenjava v domačih vrstah iz igre kapetan številko 15 Devčman, kapetanski trak je prevzel Jančič. V igro pa prihaja številko 2 Uroš Mikše. Gaberšek najvišji v skoku. Gaberšek in Žurej v dvoboju, na koncu po prepovedanem položaju napadalec gostov Žurej. Jančič z diagonalno podajo na levo stran proti Čonču. Še vedno Čonč. Vmešal se Čakš, takoj žogo pošiljal napad, kjer sta v dvoboju Žurej in Kresnik, dovolj hiter slednji, mirno proti Nejcu Travnikarju. Čakš proti Kotniku. Čakš in Kotnik kombinirata. Mirno Gaberšek. Takoj na desno stran proti Fišerju. Fišer uspešnejši od Rožmariča, ki pa vendar na koncu žogo izbija Poljanec. Kotnik, še vedno Kotnik. Kotnik v samostojni akciji, toda gostje so še enkrat več hitro zapravili posest. Teče 58. minuta današnjega obračuna. V tem drugem delu strani Dravinje še nismo videli nobene nevarne akcije. Predvsem spremljamo obračun na sredini igrišča. Šmarje so že imele svojo priložnost za znižanje rezultata. A goste je v visoki prednosti ohranil vratar Fink. Seveda ta prednost 0:2 je nekako velja za najbolj neugodno prednost v nogometu, predvsem zaradi tega, ker hitro prejmeš ta en zadetek in ko nasprotnik pride do znižanja, dobi nekako dodatno energijo, dodatno samozavest, ti pa vsaj ponavadi, če prejmeš ta neugoden zadetek, padeš v nekakšno manjšo krizo, se težko iz nje na koncu tudi rešiš, če lahko tako rečem. Ramšak lepo proti Žureju. Žurej zapravil je priložnost. Žurej ostaja 0:2. Najvišji v skoku je bil Ramšak, Čakš izbija Gaberšek.
Čonč, v bloku Jevšenak in to bo tudi prvi udarec iz kota za Šmarje v tem drugem polčasu. Na izvedbo odhaja številko 8 Jančič. Našel je v kazenskem prostoru Jančič Fišerja, toda v bloku obramba gostov. Fišer v preigravanju. Out za Dravinjo. Izvedel ga bo Rožmarič. Lepo je Žurej spustil Vidmarja, ta takoj proti Ramšaku. Ramšak visoko oziroma nevaren strel Ramšaka in izid ostaja 0:2, še ena priložnost gostov je splavala po vodi. Po tistem, ko sem dejal, da nekako ne uspejo v tem drugem delu pri Dravinji odigrati kaj konkretnega, so sedaj v pičlih minutah, v pičlih 2-3 minutah imeli dve lepi priložnosti za povišanje prednosti na 0:3 in tretji zadetek v mreži Šmarja bi zagotovo odločil današnjega zmagovalca. Fišer. Fišer s predložkom v kazenski prostor, iskal je Firšta. Neroden udarec je v dvoboju z domačim napadalcem prejel kapetan Dravinje Čerenak. Korošec, lepo Korošec, toda vmešal se Čakš. Čakš vrača Finku. Mikše vrača Kresniku, pametno Kresnik. Jančič, vmešal se Kotnik. Rožmarič lepo proti Žureju. Žurej je želel presenetiti domačega vratarja, toda neuspešen pri tem poskusu. Najboljši strelec domačih je trenutno Valentin Fišer, ki se je podpisal pod 2 zadetka, skupno pa so na 4 odigranih tekmah letošnje sezone dosegli 7 zadetkov, prejeli so jih že kar 13. V uvodnih 4 krogih še nogometaši Šmarja, prav tako tudi nogometaši Dravinje niso odigrali neodločenega rezultata. Pri Dravinji pa je trenutno najboljši strelec Žiga Čakš s 3 zadetki, a od tega je kar 2 dosegel z 11 metrovke, z 2 mu sledi Jan Poljanec. To so seveda podatki, katere beležimo pred tem obračunom. Poljanec pa je dosegel svoj 3. gol prav na današnjem obračunu v 13. minuti, ko je v vodstvo povedel gostujočo zasedbo. Skupno pa so Dravinčani zaenkrat dosegli 7 zadetkov, prijeli 2 več, 9. Tudi gostje pa, kot že rečeno, še zaenkrat niso odigrali neodločenega rezultata in kot vse kaže, tako eni kot drugi ga ne bodo niti danes.
Fišer, Fišer v samostojni akciji, Fišer in napotnik v dvoboju. Najvišji skok v Žurej. Kresnik mirno vrača vratarju Nejcu Travnikarju. Ta na levo stran proti Timu Travnikarju. Lepo proti Korošcu. Rožmarič. Ne najbolj spretno izbijanje Rožmariča. Firšt. Travnikar. Travnikar na oddaljenejšo vratnico, kjer je iskal Fišerja, na koncu pa slaba podaja Mikšeta. Rep. Out za Šmarje. Seveda domači iščejo ta zadetek priključka. Pametno tokrat Rožmarič. Lepo Vidmar proti Ramšaku, toda v prepovedanem položaju se je znašel ta nogometaš. Korošec. Korošec je iskal Fišerja na mestu Rožmarič, ta na desno stran proti Poljancu, toda prehitra podaja je bila to za slednjega. Ramšak. Ramšak in Mikše v dvoboju, še vedno Ramšak. Krenil je Ramšak v kazenskem prostoru. Je iskal Žureja. Rožmarič vrača Finku, nanj pritiska Firšt. Čonč tokrat ne najbolje, na desni strani ima veliko prostora Poljanec, na levo stran proti Ramšaku. Ramšak, pravočasno izvrat vratar Travnikar s pomočjo Kresnika sta uspešno razrešila manjšo nevarnost pred svojimi vrati. Travnikar, Korošec. Korošec proti Firštu, umešal se je napotnik in prekršek Firšta. Podatek, s katerim se domači ne morejo najbolj pohvaliti, je ta, da so v četrtem kolu doživeli tretji najvišji poraz v prvenstvu, saj zaenkrat seveda 4-0 so jih ugnali nogometaši Korotana, medtem pa zamenjava v domačih vrstah iz igre Čonč in pa Fišer. V igro pa številko 9 Gregor Čakš. Kar 3 zamenjave, kot vse kaže, iz igre tudi Korošec.
V igro številko 20 Gregor Čak, številko 20 Andraž Kores in pa številko 19 Aleš Lampret. Jančič proti Lampretu. Lampret je zapravil posest, tudi že mu je žogo Jevšenak. Lepa priložnost, lepo so to odigrali pri gostih in 0-3, znova pa strelec številko 18 Poljanec, ki je tako prišel do svojega 4. zadetka v letošnji sezoni in mislim, da je ta zadetek odločil današnjega zmagovalca. Bomo videli, koliko volje še bodo dejansko pokazali v domačih vrstah. Morda vendarle pridejo do kakšnega častnega zadetka. Mikše. Kresnik proti Gaberšku. Travnikar. Lampret. Čakš. Travnikar. Slaba podaja bila to Travnikarja. Ramšak. Vmešal se je Rep. Čakš. Popravni izpit za Travnikarja, tudi tokrat veliko bolje. Žurej. Mikše proti Čakšu. Ta znova na levo stran proti Travnikarju. Uspešen v preigravanju Travnikar, morda nekoliko previsoka podaja na koncu, toda dovolj hiter Mikše. Mikše. Pametno Mikše, žogo je lepo nastreljal v kotnika in priboril out oziroma kot za svoje moštvo. To bo drugi udarec iz kota za domače v tem drugem polčasu. Izvedel ga bo številko 8 Jančič. Jančič proti bližnji vratnici, slab predložek je bil to kapetana domačih, medtem še ena zamenjava. Iz igre odhaja napadalec gostov, številko 42 Žurej. V igro pa številko 21 Martin Tome. Firšt v priložnosti, zadetek domačih, 1-3, med strelce se je opisal številko 10 Firšt in vendarle so nogometaši Šmarja zgolj 3 minute po prejetem tretjem zadetku
prišli do znižanja in se nekako še vrnili v ta dvoboj. No, bomo videli, ali lahko še dvakrat zatrese v mrežo gostov. Sam ne verjamem, a seveda nogomet je izjemno zanimiv, nikoli ne veš, kar se lahko pripeti in ta zadetek bo zagotovo dal nekaj dodatne moči, dodatne samozavesti domači zasedbi. V prepovedanem položaju se je znašel številko 18 Poljanec in izid tako ostaja nespremenjen. 1-3. Kresnik je priboril avt za svoje moštvo, iskal je v napadu Koreza, Čakš vrača Mikšetu, izbil je Kotnik. Seveda, kot že rečeno, domači so dobili nekaj dodatne moči in gostje delujejo nekoliko zmedeno po tem prejetem zadetku. Jančič, umešal se je Tome. Še vedno Tome na levi strani je videl tekajočega Ramšaka. Nesrečno med tem zadev Poljanca. Napotnik. Čerenak tokrat z dobro obrambno reakcijo pred Čakšom, vendar le na koncu bo to kot za domače. Tretji v tem drugem polčasu. Jančič proti drugi vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Firšt, a na koncu ne najbolj natančen pri zaključku akcije. Še ena zamenjava pri gostih, tokrat iz igre številko 11 Rožmarič. V igro prihaja številko 26 Tadej Gaber. Gaber takoj najvišji v skoku. Na koncu prekršek Vidmarja. Prosti strel za domače, izvedel ga bo Jančič. Seveda, ali lahko Šmarje pridejo še do drugega zadetka in s tem se povsem vrnejo v igro za točke na tem obračunu. Jančič lepo je našel Firšta v bloku Napotnik. Firšt. Gaberšek pred vrata. Pravočasno izvrat vratar Fink, nad katerim je bil storjen prekršek. Nerodno sta v tem skoku trčila Čakš in pa Fink.
V naslednjem 6. krogu je znova pred nami nekaj zares zanimivih in razborljivih obračunov. Zanimivo bi lahko bilo v Dobravi pri Konjicah, kjer domača Dravinja gosti Podvince. Obe moštvi zaenkrat ne blestita, a če pogledamo celotno sliko, je jasno, da so gostje v slabšem položaju. Pri Dravinčanih pa je v bistvu glavni razlog tega slabšega začetka, če lahko tako rečemo. Danes, kot vse kaže, bodo prišli do zmage, a doživeli so že 2 poraza. Za ta 2 je zagotovo kriv težek razpored, ki so ga imeli nogometaši Dravinje. Šampion bo svojo drugo zmago na domačem terenu iskal proti Cirkulanam, ki letos blestijo. Prav nihče ni pričakoval tako močnih Haložanov, a ti, kot že rečeno, se na vsakem obračunu izjemno taktično postavijo ter svojo čvrstost v obrambi v težave spravljajo vsakega nasprotnika. Glavni razlog za te izjemne rezultate je obramba, ki je dopustila zgolj en zadetek. Rogaška odhaja na gostovanje v Videm, kjer bodo iskali še 4. zmago v sezoni, na drugi strani pa bodo Videmčani želeli dokazati, da lahko pred svojimi navijači premagajo vsakega nasprotnika. Dobrovce bodo pravi čudež iskale na Koroškem proti Dravogradu. Gostje so zaenkrat povsem razglašeni brez pravih možnosti za kaj več kot ekspresen izpad v prvo MNZ Maribor, a v nogometu je vse mogoče, tako da pustimo se presenetiti, morda pa lahko pridejo do kakšne točke ali celo vseh 3 na gostovanju pri Dravogradu. Prevaljčani bodo vlogo manjšega favorita skušali vknjižiti na domačem igrišču proti Zrečam. Obe zasedbi igrata po sistemu toplo-hladno, zato bo na tem dvoboju ključnega pomena dnevna forma in pa seveda, kaj lahko bi bila tudi prednost domačega terena. Medtem v priložnosti za domače številko 14 Rep, v bloku je bil Čerenak. Nekaj glavometa v teh trenutkih. Najhitrejši Mikše. Visoka podaja v napad, Ramšak. Ramšak v priložnosti, obramba Nejca Travnikarja, brez večjih težav za domačega vratarja. V prepovedanem položaju se je znašel Firšt. Da zaključim prejšnjo misel, zadnji obračun 6. kroga. Vodilna Bistrica bo odšla na gostovanje v Šmarje, ki ima kar nekaj težav, kar lahko vidimo tudi danes, a mislim, da s takšnimi predstavami, kot so konec koncev prikazali danes, si lahko nadejajo še nekaj točk, seveda na svojem kontu. Ne predajajo se do zadnjega trenutka, do zadnjega sodnikovega žvižga, vztrajajo, iščejo zadetek, morda nekoliko popraviti realizacijo in pa postavitev v obrambi, pa bodo redne točke prihajale tudi na račun današnjih domačinov. Vodilna Bistrica pa blesti, premaguje vse nasprotnike kot po tekočem traku. Bomo videli, ali so pri Šmarju pripravljeni še pripraviti eno presenečenje. Kot že rečeno, enega so že v tej sezoni, ko so prav tukaj pred svojimi navijači ugnali koroškega velikana Dravograd. Tako da zagotovo ni izključeno, da ne morejo tega ponoviti tudi proti Bistrici. Na koncu je prekršek v tej akciji storil številko 19 Lampret, ki je prejel tudi rumeni karton.
To vse skupaj je voda na mlin, gostujoči zasedbi, ki pa je sedaj zares blizu 3 točkam. Po tistem zadetku, ki so ga prejeli na 1-3, so nekoliko padli oziroma imeli nekaj težav, a na koncu, kot vse kaže, bodo vknjižili pomembne 3 točke, da znova nekoliko lažje zadihajo in se premaknejo v zgornji del lestvice. Pri Šmarjevi igro iz klopi največkrat vstopil Andraž Korez, 3-krat, največ rumenih kartonov je prejel Damjan Mauher, že 3 ima na svojem računu ta nogometaš, z 2 mu sledi Nik Korez. Rdečega pa pri Šmarju vsaj zaenkrat v tej sezoni niso prejeli. Največ minut so na igrišču preživeli Mauher, Krstnik, Fišer in pa Jure Drofenik. Vsi so jih na svojem kontu zbrali 270, na obračunih Šmarja pa se je zaenkrat zbralo 353 gledalcev, kar jih uvršča na 4. mesto med vsemi klubi, od tega se jih je na domačih obračunih zbralo 73, preostalih 280 pa na gostovanjih. In prav ta podatek z gostujočih obračunov jih uvršča na 2. mesto med vsemi klubi. Nezgoden udarec je v skoku prejel domači nogometaš in pri Dravinji je prejel rdeči karton zaradi tega prekrška številko 14 Vidmar. In pri Dravinji bodo še enkrat več ta obračun oziroma obračun zaključili z igralcem manj. Pred tem dvobojem so prejeli že 3 rdeče kartone, zraven Vidmarja so to bili še Brumec, Gaber in pa Kolar. Jančič je iskal Koreza, umešal se napotnik, toda v prepovedanem položaju se je znašel eden izmed domačih nogometašev. Seveda vratarju Finku se nikamor ne mudi, Dravinjčani imajo 3 točke že praktično v žepu, najvišji v skoku je bil številko 26 Gaber, v priložnosti se je znašel Ramšak in še ena lepa obramba je bila to Nejca Travnikarja. Ramšak izbijal out. Zdaj tam Mikše. Brez večjih težav za Finka. Fink je takoj v ogenj poslal
Tometa, pravočasno izvrat Ned Stravnikar in out na koncu za Dravinjo. Sedaj pa v bistvu mislim, da bo glavni sodnik počasi odpiskal konec današnjega obračuna in Dravinčani bodo prišli do 9. točke v sezoni. Tokrat je Lampret dobro odreagiral v obrambi oziroma se pravilno postavil in s tem onemogočil lažji zaključek Tometu. Jančič. Še vedno Jančič. Jančič z visoko podajo proti Korezu. Gaber je iskal Poljanca, pravočasno v obrambi Travnikar. Mikše. Rep. Kresnik. Jančič, lepo so to odigrali nogometaši Šmarja. Jančič proti Lampretu. Lampret je iskal Firšta, izvrat Fink. Tome je na levi strani videl tekajočega Ramšaka, toda prehitra podaja je bila to za slednjega nogometaša. Mikše proti Korezu. Korez s povratno podajo proti Repu. Še vedno Rep. Jančič. V bloku Čakš. Izbija Tome. Jančič je videl tekajočega Čakša in pa Koreza, toda izkušeni Čerenak je brez večjih težav razrešil to situacijo pred svojim kazenskim prostorom. Težave je imel Jančič, Ramšak je lepo videl, kako se mu je na desni strani odkril Tome, toda Kresnik je razrešil situacijo pred svojimi vrati, glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec tega obračuna. Dravinčani so prišli do vseh 3 točk in še 9. točke v sezoni. Nogometaši Šmarja ostajajo pri 3, mislim, da po priložnostih lahko rečemo zaslužena zmaga gostov, ki so po večini v tem drugem polčasu pretili iz hitrih protinapadov. Preletimo še strelce na tem obračunu. Za 0:1 v 13. minuti Poljanec, za 0:2 v 18. Ramšak, nato pa 1:3 oziroma seveda 0:3 še drugič Poljanec v 72. minuti, v 75. minuti pa je končen rezultat tega obračuna z zadetkom v 75. na 1:3 postavil Firšt. In tako, kot že rečeno, gostje do 9. točke in povsem zaslužene zmage na tem obračunu. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in seveda vljudno vabljeni k ogledom preostalih obračunov, ki jih bomo prenašali na našem kanalu. Nasvidenje.